In sicer zgodi se novembra 51, ko Hugh Beaver, direktor varne Guinness, zgreši to jato Rosenk. In valjda kot vsak lovec ima on izgovor. Prav, vse ni čuden, to je najhitrejša ptica v Evropi. In zvečer na pivu, v gostilniška debata, na meji prepira zlate prosenke najhitrejše ptice v Evropi, ali so to mogoče ruševci. In ta stvar jim ni dala miru, so šli v enciklopedijo gledati leksikon, priročnik, pač ni bilo takrat Wikipedije ali pa česa podobnega. In niso prišli do odgovora. Ne? Zdaj večina teh ljudi, ki se je tam prepirala, imela svoje mnenje, tako kot vedno je pač šla pol spati in pozabila na vse skupaj. Jure pa začel razmišljati, ok, mi imamo knjižnico, imamo dostop do leksikonov, priročnikov, tako je to vsem bil mal višji sloj, ampak v Britaniji pa na Irskem imamo pa 80,000 pubov, kjer se vsak večer vsaj ena taka debata zgodi. Torej, kdo je najhitrejši, kdo je največji, kdo je najstarejši? Kaj, če mi kot Guinness izdamo knjigo, ki rešuje te prepira ali pa ki pomaga pri tem? Leta 55 so izdali prvo to knjigo, ki je imela vodoodporne platnice, ker je bila pač narejena zato, da je bila v pubu na pultu, da je bila lahko polita s pivom in tako da. Torej, mišljena je bila čisto kot nek marketinški strošek, darilo za pube, tako kot podstavki pa kozarci, je še ena taka stvar, ki je imela neko zgodbo zraven. Pa se pa zgodilo, da so jih iz pubov začeli množično krasti te knjige, ker so bile zanimive in posledično je pač Guinness ugotovil, da je to nekaj, kar mora prodajati, ker si ljudje želijo in že jesen 55 so jo dali v prodajo. Do božiča je postala najbolj prodajana knjiga v Veliki Britaniji. To je pa kar hita, ne? Danes 70 let kasneje izhaja v 100 državah, 40 jezikih, prodajo jih več kot 100 milijonov, v bazi imajo 53,000 rekordov. Postal je pač v bistvu večja institucija kot Guinness pivo. Guinnessova knjiga rekordov še danes nima odgovora. Prvo vprašanje, zaradi katerega je nastala.